Migrena je kompleksna nevrološka motnja, ki prizadene ogromno število ljudi na svetu, v povprečju vsakega 10. Kako se s to težavo soočate vi? Zaenkrat moram reči, glede na to, da že 10 let nazaj, ko se mi je pojavila najprej avra, ki je v bistvu, sem najprej mislila, da sploh nisem vedela, da gre za migreno, sem pripisovala to, da je izvidom nekaj narobe, kajti pri avri se začne neko migetanje levo, ponavadi se mi začne neko migetanje, ki traja cirka 20 minut, ampak si takrat kar nesposobljen, vidno polje v bistvu ne vidiš dobro, tako da sem šla takrat v bistvu do splošnega zdravnika, da bi mi dal napotnico za okulista, ampak je že on najprej omenil, da lahko gre to za migreno. Tako da takrat, ko se mi je to začelo s to avro, v bistvu sem se navadila nekako, da takrat se za 20 minut obrnem stran, zaprem oči, če je mogoče sem to doma, uležem in to mine, glavobol se ni pojavil. Kasneje v bistvu po drugem otročku so se pa začeli tudi močni glavoboli, migrene, in nekako zaenkrat obvladujem tako, da v bistvu takrat, ko vidim neko napetost v glavi, predvidevam, da se bo razvil glavobol, vzamem 2 analgetika in če zamudim ta trenutek, se ponavadi razvije glavobol, ki traja 2 do 3 dni. Tako da probam ujeti tisti trenutek, ni vedno, počakam, da mine. Če se pa seveda razvije glavobol, je pa to malo težje, in sem pa onemogočena sigurno za en dan, kakršnekoli aktivnosti, delo in tako naprej. Pravzaprav ste imeli na nek način srečo, saj ste med dokaj redkimi, ki so jim pravočasno postavili to diagnozo. Statistike kažejo, da kar 50% ljudi z migreno te diagnoze nima in se pač s težavami spopadajo tako, kot zmorejo. Kako pa vendarle ta težava vpliva na vaše življenje? Lahko rečem, da sem se nekako naučila, v narekovajih, živeti z migreno. Takrat pač, ko migrena pride, družina me podpira, razume. Kar se tiče same službe, imam, hvala Bogu, možnost, da seveda ostanem na bolniški takrat doma. To je to.